Tako, pozdravljeni na mojem kanalu. Danes bom govoril o eni zelo enostavni temi oziroma o 5 ključnih napakah, ki nas naredi večina, ki gremo po novo televizijo trgovcev. In tudi jaz moram priznati, da sem se že parkrat nategnil pri teh nakupih in da sem bil ful vesel, ker se je name obrnil Philips in je rekel, ja, daj pripravi eno tako vsebino, ki ne bo v bistvu promocijske narave, mi smo jo pripravljeni malo podpreti. Ne bo pa šla v promocijo naših televizij, ampak predvsem širjenje znanja o tem, kako pametno televizijo kupiti leta 2021. Pri Philipsu so precej prepričani, da so daleč najboljši. In tudi jaz sem skozi proces učenja, kakšno televizijo je treba kupiti, ugotovil, da so res zelo dobri. Ampak pustimo zdaj to. Pejmo najprej tem 5 ključnim napakam, ki naredi večina, ki se stopi v salon s televizijami in pri njega stopi trgovec, ki mu proda karkoli že pač, tudi mačko žaklo. Torej prvič, velikost televizije. Leta 2021, ko boste stopili v salon s televizijami, se bo vaš pogled ustavil na največjih in tudi trgovci bo ful veseli, ker ste vi zagledali te lepe velike TV sete. In moram reči, da nekaj drži na temu, da je treba leta 2021 kupiti nekoliko večjo televizijo. Ampak ne pa pretiravati. Če ste imeli zdaj 55-inčen televizor, kupite 65-inčnega. Namreč slika, ki prihaja v te televizije, je iz leta v leta boljša. Par let nazaj praktično ni bilo 4K kanala. Nisi mogel televizije gledati v 4K, zato ker enostavno tega signala noter ni prišlo. Zdaj na YouTube je full 4K vsebine, tudi naši IP ponudniki televizij ponujajo že kanale z 4K vsebino, recimo športne kanale, Eurošport. Tako da nekaj tega 4K vsebine je, ostala vsebina znajo pa te pametni televizorji v bistvu upscalati, pomeni, da naredijo sliko iz FHD-ja, Full HD-ja, malo boljšo, kot če zares je, ampak ne pa toliko boljšo, da bi ti kupil full veliko televizijo, potem bi pa gledal več ali manj FHD streama, ker bo še vedno videl fragmente. Tako da jaz mislim, eno cifro večjo televizijo lahko kupite, kot ste zdaj imeli, ne pa pretiravati pri velikosti. Točka številka 2. Tukaj spodaj pod televizijo se nahaja, vsaj pri meni, v primeru Philipsa, zvočniki. Namreč leta 2021 so vse televizije povprečju široke en prst, tale OLED je še tanjša, je v bistvu tako karton škatla široka v zgornjem delu. Ja, in tako tanki televizori nimajo volumna in ne morejo sproducirati normalnega zvoka. Zato boste leta 2021 mogli kupiti soundbar, tako imenovano zvočno palico, zato da boste lahko uživali v kino doživetju doma, ker vsi vemo, slika pa zvok da experience, zato hodimo v kinematografe. Zdaj pa, če tega ni, če ni te slike, dobre, pa na drugi strani zvok dobre, pač tudi film je ponavadi slab. Ampak to je pač to. Obvezno nakupu televizije sledi še tudi nakup soundbara, seveda se mora televizija pa soundbar pa tudi dobro jemati, pa dobro funkcionirati skupaj, ampak temu je točke naprej. 3. točka, operacijski sistem. Jaz se ne bom tukaj zadržal ful časa, lahko bi govoril o vseh različnih operacijskih sistemih. Kar je pomembno je to, da preverite, katero aplikacijo, ker leta 2021 govorimo samo še o aplikacijah, torej nimamo več set-up boxov, imamo, seveda še vedno set-up box je na HDMI priključen v televizor, ampak večinoma gledamo IPTV z aplikacijo. In zdaj morate preveriti, ali vaš ponudnik IP prenosa, torej IP televizije, torej Telekom, Telemach, T2, ponuja aplikacijo za določen tip operacijskega sistema televizije. Pri Androidu je večina operaterjev zelo hitrih, pa ažurnih in zelo dobro delajo aplikacije na Android TV, za druge pa jaz izkušnje nimam, zato temu ne bom sodil, pa določene zadeve imajo težave, tako da to je zelo pomembno, ker nočete v bistvu imeti več dveh daljincev, daljinca set-up boxa, pa daljinca televizije, hočete vse z enim daljincem delati, zaganjati aplikacijo zraven YouTube-a, pa tudi aplikacija vašega operaterja, to je to. Tako da tukaj morate predvsem se tukaj ujeti. 4. točka, design pa usability pa user experience. Jaz to vse lahko enostavno odgovorim, da tukaj je daljinc. En daljinc. Zdaj, koliko je zaslon lep, pa koliko je zvočnik v spodaj lep, niti ni toliko važen. Bolj je važno, da lahko vse upravljate z enim daljincem, da lahko soundbar upravljate z enim daljincem, da lahko set-up box oziroma aplikacijo na televiziji upravljate z enim daljincem. In to je pri meni pri dizajnu leta 2021 najbolj pomemben. Še ena stvar, če kupujete televizijo visokega cenovnega razreda, vam je za božjo voljo nekdo zmontira na steno, nekdo, ki to zna, ker namreč te zasloni so res tanki,
pa res nočete tudi enega kabla, da se vam vidi, če kupite drug televizor, ker to res ne zgleda. Tako da, bolj kot ne, govorim o tem, da se morata soundbar, pa televizija znati dobro pogovarjati in da, ko boste šli televizijo kupiti, zahtevite, da z njo upravljate samo z enim daljincem, ne pa z dvema, pa s tremi, pa tako naprej. Tako da to je, kar se dizajna tiče, meni najbolj ključna stvar. Ima pa tale televizor tudi v zadnji ambient lighting, to ima sam Philips, noben drug. Pomeni, da se svetloba okoli televizorja, tako ena taka avrica šir, učki malo bolj počivajo in meni je tukaj to ful všeč. Ok, 5. točka, cene televizij. Ja, tako, jaz bom tako rekel, no. Vsake 5 let televizijo kupujemo, fajn bi bilo za njo mogoče kak evro več odšteti, ker v njo še vedno prebulimo nekaj ur dnevno in tudi zaradi tega se mi zdi, da je v televizor dobro nekaj investirati. Treba vedeti, da je to odvisno od tehnologij. Največ televizorjev je LCD televizorjev, to je najbolj pogosta tehnologija. Potem imamo QLED televizorje, pa OLED televizorje. OLED televizorji so popolnoma nova tehnologija, to je ta nova tehnologija zadnjih let, ker vsak piksel na televiziji svet v bistvu zase in ni to neka projekcija na ta piksel. Ne bom šel v detajle, ampak dejstvo je, da so globine, barve in tako naprej. Tako da, ko kupujete televizor 2021, je vaša zahteva 4K, OLED, če hočete najnovejšo tehnologijo, soundbar, če integriran, je super, en daljinc. Sem še kaj pozabil? To približno. Operacijski sistem, da bo vaš operater, ki vam pripelje datoteko v vašo televizijo, podpiral ta operacijski sistem, da boste lahko se skupaj samo z aplikacijo upravljali. Tako da jaz mislim, da sem po moje zajel te glavne stvari, skoraj grem za prodajalca televizora. Nisem pa po moje Philipsa tukaj z eno besedo omenil, sem ga. Glavno, tole je Philipsov OLED 935, televizor, ki ima Bowers & Wilkins zvočni sistem. Meni je ful všeč, ful dobro dela in to je to, ne rabiš več. Jaz lahko iz 50 na 65 pinčev, ne na 55 skočil. Tukaj sem se po moje malo nategnil. Tako da, to je bilo to za danes. Vidimo, tipka. Čau.